Alenka je mene, tako kot tudi številne druge diplomante brez izkušenj, vzela v službo na Ljudski univerzi Koper. In pod njenim strokovnim vodstvom, z njenimi nasveti, modrostjo, ampak predvsem zdravo pametjo, smo zrasli v strokovnjake, v strokovne delavce in mislim, da nisem edina, ki je lahko za to hvaležna. Ko je ona vodila zavod toliko let, je vplivala posredno ali neposredno tudi na lokalno gospodarstvo, na cele panoge. Recimo Ljudska univerza v 90-ih je usposabljala krupjeje za igralništvo. Z Alenko smo se spoznali v športnih vodah, lahko rečem, pri rekreaciji. Alenka me je vključila v društvo kadrovnikov, tukaj mi je bil zelo dragoceno pridobivanje znanja. Potem pa seveda tudi vključevanje v raznovrstna izobraževanja. Alenka jih je znala zelo dobro plasirati. Lahko rečem, da je kot ena velika enciklopedija, ona polna znanja, ki sem jaz spretno to tudi poskušala pri sebi izkoristiti in se v sodelovanju z njo nekako tudi osebnostno razvijala. In sem ji zelo hvaležna za to. Začela sem s izobraževanjem odraslih na Ljudski univerzi v Kopru, še kot študentka. Študirala sem pedagogiko, andragoška smer in psihologijo in v 3. letniku smo že imeli prvo študijsko prakso, enako tudi v 4. In tu sem se srečala z izobraževanjem odraslih. Ponudili so mi potem stalno zaposlitev in sem se odločila, da bom sprejela ta, danes rečejo, izziv. Najbolj zanimiva služba na svetu. Mi smo imeli morda isto stavbo, isto pisarno, vendar so se stalno menjavali ljudje, programi, vedno je prihajalo nekaj novega. Predvsem ta občutek hvaležnosti je tisti, ki te potem nekako v izobraževanju odraslih vleče. Je bilo pa lepo. Imela sem priložnost spoznati krasne ljudi širom po Sloveniji in mi je tudi všeč, da lahko rečem, da skoraj ni mesta, kjer je Ljudska univerza, da jaz tudi ne bi bila. No, z univerzo 3. življenjsko obdobje smo delali tudi prej, tako da je bil zame zelo logičen prehod v delo društva Pristan. Sodelujem v upravnem odboru in drugih aktivnostih. Jaz sem bila 28 let direktorica Ljudske univerze. Postala sem čisto slučajno. Jaz sem imela srečo, da sem imela izjemno dobre sodelavce. Vsi smo bili nekako vedoželjni, radovedni, radi smo delali nove stvari. Imeli smo se lepo, ni bilo nobenih hujših sporov, nismo imeli in vzdušje je bilo dobro. Lepa leta. Izobraževanje ti odpira nova okna, odpira ti neke nove perspektive in več kot znaš, še bolj si radoveden in zaradi tega te nikoli ni dolgčas, seveda. Jasno, izobraževanje te bogati, ti daje moč, ti daje tisti kritičen pogled, da razumeš sebe, da razumeš družbo. Alenka je kot direktorica Ljudske univerze že sodelovala z Univerzo za 3. življenjsko obdobje, društvo Pristan. Pozneje ob upokojitvi se je vključila v to društvo. Alenka je v tem študijskem letu vključena v 2 študijska krožka, kjer je tudi animatorka, kar veliko pomeni, kajti povezuje ljudi. Alenka, tvoje strokovno delo govori samo zase. Ljudska univerza Koper je pozicionirana v lokalnem okolju kot prepoznavna in izredno dobra organizacija. Kaj pa jaz pri tebi najbolj cenim? Pripravljenost na sodelovanje, prijateljstvo in delo v dobro celotnega izobraževanja odraslih. In hvala, da si bila del kolektiva Zveze ljudskih univerz Slovenije. Hvala in srečno v 3. življenjskem obdobju.